Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja bo nadaljevanje oddaje iz 2 tedna, 3, ne? Ja, predzadnja. Predzadnja, ja. Je bila o tvojih mnenjih glede na svet in nazaj. Že boš dal danes tudi ti svoje mnenje. Tudi bom kakšno mnenje dal, vse sem dal tudi že nazaj. Tako da, pač sam mene zanima tvoj mnenje, tako da zato sem zate naredil oddajo. Tako da, kar začnimo s prvim vprašanjem. Pa dajmo. Kaj meniš o službah? V službah nasplošno, v Sloveniji, v tujini, kakorkoli, no? Pač nasplošno, kaj je tvoje mnenje glede tega? V službah, glede na to, da sem bil zaposlen in sem zaposlen samo v Sloveniji, za tujino glih ne moram reči, ampak bi rekel, da pač unka hoče delati, bo delo, a ne? Ja. Mislim, meni nikoli ni bil problem delati karkoli, ja. Ker verjamem, da obstajajo ljudje, ki so na zavodu, ja. Pa mislim, so šihti, če boš ti kakšen proizvodno, pa karkoli boš najdel, ne, ampak jaz sem tistega, ker točno ti hočeš, pa res malo težko dobiš, ampak pa mi malo na živce, ja, se itak ni služb, ja, so, no, sam pač. Zdajle trenutno ni recesije, tako da službo išče se, dobre delavce je težko dobiti, ne? Ja, dejansko je, ja, kako se rekel, že del je, sam pač spraviti se moraš iti, ne. Zdaj, če v sam čaku, mogoče ne boš dočakal, ampak dobro. Drugače pa kaj službe, jaz mislim, da imamo, jaz bi rekel, no, da imamo v redu zaposlitveno strukturo, da pač ni mogoče problem. Ja, veliko lažje, kot recimo na jugu, ne? Pač, no, to sploh ne, ampak vsem bo se pa najdu, ja pa je boljš, kot na severu. Ja, no, dobro. Mislim, slabš, kot na severu. Ja. Ja, lej, mi smo še zmer, se pravi, Slovenija še zmer vidim, kot neko čisto fejst razvito državo, kjer nimamo problemov s temi stvarmi, z zdravstvom, socialno. Lahko bi bilo boljš. Ja, seveda je zmeraj lahko boljš, tudi če je vse perfektno, še zmeraj ni perfektno, ampak lej, pač služba kot služba, ja, kakor sem rekel, jaz jo imam, jaz jo pač delam in ja, ti tudi najbrž, tudi jaz se verjetno ti včasih niti fajn niti na šik, bi raj to delo, ampak lej, je treba, če treba, sem navajen delati, ne moram biti brez ali pa Sam v Sloveniji dosti lahko pač živeti na socialni, ne? Pač dobiš dosti denarja lahko. Ne vem, koliko dobiš. Tudi jaz ne vem, ampak kolikor sem slišal, pač se da kar lepo živeti, pa pač malo hvatiti krivine, pa denar lepo. Verjetno ne, ampak jaz mislim, da je posod. Ni to jaz mislim, da je posod, se da. Tako. Zdaj pa eno podvprašanje, ki so veliko pri službah. Okay. Da bi povedal službo, v kateri bi bil ti res slab. Saj vem, da si priden, da si deloven, ampak zase, kaj bi rekel, da bi bil šiht, ki bi pa res bil. A slab ali da ne nočeš? Ne, da nočeš delati, da bi bil za nič, da res ne bi dobro delal. Tudi kljub temu, da vem, da si priden, ja, pa deloven. Okay. Da bi bil res slab, ja, ne vem, po moje, če bi kaj mogel, s čimer se nikoli nisem ukvarjal. Naprimer, če mi zdaj rekel, da je štrom postavil, ja ga ne znam, tako da v tem sem slab. Ampak to ni problem. Ja. To fora, da ne znam, ne to, da sem slab. Najprej sem dober. Če bi se naučil, če se bi naučil, res ni bil dober, sam ne vem. V čem bi bil slab? Po moje veš kva, ne? Mogoče jaz bi to sovpadal s tem, kar ne bi delal. Ja, okay. Recimo ne bi kamiona vozil. Okay. Recimo, da bi šlepar imel, pa da bi ga mogel voziti. Zakaj pa ne? Zato, ker mi ni do tega. Res ne vem zakaj, ampak to pa zadnja stvar, ki bi jo počel. Ja, pa bi mogel začeti kaditi. Kaj bi mogel? Kaditi. A niso vsi iz kamiona, pač vsi kadijo. Ne vem. Ja, pač dolg čas ti je, pa veš, nimaš kaj početi. Ja, ne vem, a miš, da v kabinah kadijo ljudje. No, v glavnem, in bi rekel, da bi bil v tem slab, zato ker ne bi hotel tega delati, a veš, pa se to preslika v to, da si slabe vole in koncentracija ti pade in bi bil verjetno slab. Čeprav mislim, da kar dobro zaslužijo te, ki vozijo. Ne, veš, sam mi ni v bistvu toliko do zaslužka.
Meni je bolj, da imam nek ustaljen delovan urnik, pa nek normalen del. Kot za nekoga, ki to dela, je no, to normalno. No, sej še moj fajn, meni recimo ni. No, sej zato smo pa različni, ne? Tako. Zdaj pa še eno vprašanje na službo. No, sem na službe vrgel. No, sem se na službe vrgel, Okay. Dej povej mi, ko si delal v službi, mislim, kaj delaš v službi iz strankam, kaj je bil najbolj neumno vprašanje, ki si ga dobil v službi? Jaz majice prodajam tudi, ne? Ja. In enkrat je ena stranka vprašala, kaj pomeni, da ima majica 180 gramov, pač da ima majica 180 gramov. Ja, pač 180 gramov majica, ne? Imaš lažje, imaš težje. Ok, ta je bil najbolj tak, ki se ga dele spomnim takoj. Ja, kaj pa tvoj? Moj, delež mi pa dubo, ne vem. Pri meni je bilo kar dosti takih glupih vprašanj, ampak ne vem, najbolj glup mi je bilo, ker jaz pa prodajam telefone in prav stranka, da nima gesla od Gmaila, ne? In jaz tako, ja, in pač tako jaz, ja, ne vem, ne? Ja, kaj pa, če grem pa v Ljubljano, pa tam vprašam mune, če imajo, sem rekel, v Ljubljani nimajo, pač gesla važga, ne, pač varianta je pač tam klikneš, da si pozabil geslo, pa te pele čez postopek, če nisi dal telefonski not, ne moreš, če nisi dal, ne vem, pač dost teh varnostnih, imaš pol varnostno vprašanje, ne vem, kjer je prva učiteljica, pol lahko prideš, če pa pač tega ne veš, ne, oziroma ti nekdo XY, pač na nov daš. Ja, pač nov Gmail si narediš in to je to, ne, in on je pač mene spraševal, ali ona, se ne spomnim, kdo je točno bil, ampak prav, ja, ki pa jaz lahko pol ta zven gesu moja, ne? Ja, ne vem, pet v Ameriko na Google pa praši, ne vem, kako naj ti jaz povem, kje la sramen. Ja, ne, pa si nisem tega rekel, mislil sem si, ja, ne, pač... No, je mar zdaj si mislim, ker še stvari delist, ja. Tako da... Ja. To mislim, da je bilo, pa se je bilo kar ene par nadele iz glave točen... Mogla bi narediti, kaj so kakšne glupe stvari, ki stranke sprašujejo. Se to bova posnela en filmček enkrat. Bova. To si zapomnite. Ja. Ok, zdaj mi pa povej... Spet kot službe. Ne, zdaj se ogreva pa naprej. Povej mi, če imaš kakšno pametno zadevo, če ne bo šla pa to zelo na hitro, kakšna misliš, da je prihodnost Slovenije iz zgodovinskega stališča, pač kaj je bilo, kaj se je zgodil, pa kaj bi bilo, ali ti je to tako, pač nimaš glih veliko zapovedati? Se pravi, ja, mislim, zelo težko iz zgodovinskega stališča pogledati, kaj bo v prihodnosti. Je res, da zgodovina je učiteljica življenja. Tako. Se pravi, če veš zgodovino ponoš, napake... Ja, neke stvari, ki so se dogajale včasih, se zdaj spet dogajajo, pa ne vidijo ljudje, mislim. Ja. Stvari se ponavljajo. Kot na primer? To sva, mislim, da že v tisti prejšnji. Pač... Drugi, eni ljudje, mislim, določena skupina je kriva za vse. Aha, okay. Pač bojimo se, ne vem, novih stvari. Ko pa tako, ne. In ja, no, to je zelo težko, da bi rekel iz zgodovinskega stališča povedati, kaj nas čaka. Ne vem, ne znam povedati, veš. To je, mogoče se nomo imeli čez 200 let za Slovence več, ne. To je zelo tako... težka trditev, ampak zato veš, kaj je fora. 200 let nazaj se ljudje niso imeli za Slovence, so se imeli po pokrajinah, se pravi, Korošci so bili Štajerci, tako naprej, Kranjci. 100 let nazaj se še niso imeli za Slovence, pa je bilo v prvi svetovni vojni, so rekli, so Avstrijci, se borimo za Avstrijo, ne? Pa so bili Slovenci, zdaj, ki jih mi vidimo Slovenci. Mogoče čez 200 let se bomo pa bolj Evropejce počutili, kot pa Slovence, ne, naprimer. Sam, lej, to so ugibanja, ne, lahko čist nekaj tretjega. No, zanimivo vprašanje, nisem mislil, da bova do tega vprašanja, ampak jaz sem Štiman naslednjo vprašanje za tebe, ki je pa zelo dober na to, kar si zdaj povedal, tako da greva na naslednjo vprašanje. Če bi te lahko pač po neki čudni logiki zamrznil, pa bi se zbudil čez 200 let, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo vprašal? A smo še Slovenci? Ne, to ne bi bilo. Ok. Ta prva...
Ne vem, kaj z mojo familijo mogoče bi vprašal. Aha. Kaj z družino? A imam, no, mislim, če bi me zdaj le zmrzel, ne bi imel potomcev, ampak mogoče bi imel pa vse, nekaj ali pa prane čake, ali pa karkoli. Ne. Ja. Ali pa če bi te zmrznil, pol kasneje pa bi pa... Mislim, da bi v familiji tako vprašal. Ja. Kaj pa ti? Tukaj sem pa bolj na tebe razmišljal, kaj bi vprašal. Ne vem, jaz bi vprašal tako. Ne vem, kaj bi sploh vprašal, res. Nisem razmišljal tako, da gremo na... Tebe sprašujemo, ne mene. Kako imaš ti že vprašanje? Zdaj pa naslednja. Daj povej mi še zadnje vprašanje, nova dolga vezla. Povej mi eno stvar, ki misliš, da ti vzame preveč časa v tvojem življenju. Da si preveč časa, ki ga ne bi lahko porabil. Pač kaj ti vzame preveč časa? No, se ne bom kompliciral. Kaj mi vzame preveč časa? Ja. A je kakšna stvar, ki ti vzame preveč časa? Bom prve to vprašal. No, mogoče včasih moram tebe čakati, da do mene prideš, da posnamo Petkov ekstrem. Ok, taj dobro. To nisem pomislil. Ampak... Lih danes, recimo, ne? Ja. Ampak, čakaj, to misliš tako, pač, da eno stvar delam, da mi vzame preveč časa? Ja, mogoče... Mogoče razmišljaš lahko stvari, pa... Ne vem. Če zgubiš, ko lahko druge stvari delam. Ne vem, preveč gledam fuzbal, ne vem, ali pa... No, ne, to ni. To je športni ali kontrast. No, a vidiš, to pač... A je kakšna stvar, ki misliš, da je... Pač to pa res ne pravo delati, pa delam. Mogoče vsem, da ploh, na primer, več bral, pa preveč televizije gledam, karkoli, pa ploh se za druge stvari ta čas vzel. Ja, sam... Ampak ena določena stvar... Se ne gledaš resničnostnih šovov ali pa tega, ampak gledaš pač kakšne, ne vem, serije, ki so dobre, tako da pač je upravičeno nekako, ja, bi bilo to lahko. To je zdaj spet odvisen od človeka, ne? Kaj pa ti, na primer? Kaj pa jaz? Jaz pa, ne vem, preveč časa preživim v službi. Ne. Ja, pač moraš. Ne vem, pač delam, jaz delam dost neumnosti, ki so čisto brez veze. Naprimer. Ne vem, kar sedim pa gledam, pa ne vem, na telefonu igrice igram, pa kar neki, tako pač... Zato jaz nimam tacega telefona. Ja, pač kar neki, ki brez veze, pa po fejsu kar neki brskam, pa... Tako pač, take stvari, ki mi grejo prav na živce, da jih pač delam. Samo sebi na živce, ne? Ja, točno to, veš, pa jih kar počnemo, ne? Pa se mi že Katarina se stokrat rekla, zakaj to, ja, pač pa krajne glupe izgovore išem, tako pač kar nekaj. Tako da je kriv Katarina, se zaveda tega. Ja. Sej se vsi, ne? Ja, pač kar nekaj, ja. No, s tem pa zaključujeva na današnjo oddajo. Tako da, lep petek. In lep vikend. Tako, pa se vidimo drug teden, ne? Ja, bi valjda. Adijo.